Tako, spoštovana Ptuj.lix publika, pred kamero je naslednji kandidat. Ne rabimo ga predstavljati, ker se na Ptuju itak vsi poznamo. Daj povedi za začetek, kaj je s to tvojo fontano, pol pa gremo na resne teme. Ja, fontana. Ja, v Žalcu so se prvo vsi smejali, ne? Češ, kaj se grejo s to pivsko fontano, pa vsi vidimo, da ta zgodba ful dobro štima in laufa, ne? In jaz sem rekel, gledajte, tam že imajo mogoče dobre pivovarje, ne? Samo mi na Ptuju pa imamo boljše vinarje. In ko sem malo razmišljal, pa glede na to, da sem 61 držav sveta videl, bi to zagotovo bila neka taka pestra ponudba, ki je ne vidi vsak in ni vsakdanja. In mislim, da bi tu bila prilika za dodatna delovna mesta, za promocijo lokalne hrane in pijače seveda. Verjetno pa ne bi zato bilo namenjeno pijančevanju, pa da ga pijemo, seveda se razume, ne, ampak verjetno bo vsak tujec, ki bi prišel ali pa ne vem, že z Maribora na Ptuj to pogledati, bi verjetno probal kako lokalno hrano tam, ne, jaz vedno pravim meso stunke, pa kruh, pa luk, pa bučno olje gor. To vedno imajo vsi radi, ko pridejo na Ptuj, ampak pogrešajo, tega ni. Mogoče bi kdo tudi prespal v tem hotelu ali kje drugje. Tako da neki denar na Ptuju bi se potrošil in mislim, da je to ena taka ideja, ki bi dopolnila turistično ponudbo ob predpostavki, da imamo danes že grad, da imamo urejen center mesta, ko bo, pa arheološki muzej seveda. Potem bi mogoče morali reči, da ne bi bilo to tak tema za obdelovanje, da bi bil to vinski degustator, ne fontana? Mogoče res. Bo pa verjetno vsak Slovenec se bolj si bo predstavljal to kot fontano, ne, ker verjetno že, ne vem, vsak peti Slovenec bil tam in je videl, kakšna zadeva, pa izumje to in če zdaj verjetno delajo svoje podružnice po svetu, verjetno to ni slaba ideja. Ok, to smo obdelali kot rečeno, ker je mnogo ljudi vprašalo, kaj čuš s to fontano misli, zdaj nam je pojasno. Zdaj preidimo k političnim temam. Zakaj kandidiraš kratko in jedrnato? Zato, ker pravim, da jaz ne kandidiram proti nikomor, ne, ampak pravim pa, da pa vsak je imel v preteklosti možnost, da se dokaže in njihovi rezultati so danes tukaj. In županov in mestnih svetnikov, Ptuj je najslabše razvita mestna občina v državi, poleg Mariborske, kjer pač sami vemo, kako stanje je. In tudi sam od blizu ali pa od daleč tega več nisem mogel gledati. Zato je bila odločitev za to precej lahka, ne. Jaz pač pravim, da je čas za novo generacijo v kombinaciji z izkušnjami pa strokovnimi timi, jaz pravim. Zdaj župan se ne more obnašati kot da sončni kralj ali pa da vse obvlada, ne. Treba pač postaviti prave ljudi na prava mesta, jaz pravim, in jim dati možnost, da prevzame odgovornost, ne. Torej, jaz ne gledam na to, da bi jaz vse vodil sam, ampak mislim pa, da imam dobro ekipo, ne. Kar nekaj imen se omenja, od Metoda Graha, Aleksandra Vode, Viktorije Bezjak, Sergeja Pupis-Freeburn, še bi lahko našteval, tudi nekaj ljudi, ki so že bili predsedniki četrti. Jaz pač Ptuj dojemam kot celoto, tudi mestni vrh je Ptuj, tudi turnišče so Ptuj in vesel sem, da v vseh teh četrteh tudi imam ljudi, kandidate, ki mi pomagajo in ki ne samo, da mi pomagajo, ampak da me tudi opozorijo, kako naredim narobe. To po moje najboljše je. Kaj je prva stvar, ki bi jo župan Čuš naredil na Ptuju, če bi bil župan? Po moje bi se lotili urejanja osnovne infrastrukture. Ceste, pločniki, varna šolska pot, kolesarske poti in pa komunala. Tu mislim, da Ptuj res na najslabšem mestu med mestnimi občinami v državi. To ni zdaj samo kritika tej oblasti, ne, mislim, da to se je nabiralo. Bo pa pač, to vsak Ptujčan vidi zjutraj, ko se zbudi, ko gre v službo, po kakšni cesti se vozi, ko ga skrbi, po kakšni poti hodijo otroci v šolo, ko recimo Grajena nima 3,5 km avtobusnega postajališča, ko drago plačujemo pa razrivamo vse ceste na Grajene ali pa tudi kje drugje, ker pač sploh ni asfaltirano. To so pač neke osnove, ki so ogledalo mesta in to ogledalo je treba čim prej poštimati, ker je že skoraj razpočlo. Zadnje vprašanje za prvi del. Predstavljaj si situacijo, da greta s tvojo spremljevalko na dopust tukaj na hrvaško obalo, pa se tam spoznata z nekimi ljudmi, pa ti vidijo na majici mestna občina Ptuj, pa rečejo v angleškem, nemškem jeziku,
ti si pa od tam tistega mesta pri meji, pa rečeš ti, res poznate? Pa vam oni rečejo, ja, poznamo ga potem, ker smo tam stali v gužvi, pa zrak je smrdel. Kaj bi jim odgovoril na to? Da se strinjam z njime. Ptuj po 18 uri smrdi. Zdaj ne vsak dan, to je res. Ampak če se mi hočemo imeti nekega butičnega turizma, pa turizma preskok v višjo ligo, višji rang, je pač treba si naliti čistega vina in ugotoviti, pa si povedati, pa tudi priznati, ne, da imamo na Ptuju veliko okoljskih problemov, pa nisem zdaj proti delovnim mestom pa investicijam, nisem, ampak treba pa spoštovati neke osnovne standarde in če imajo sredi Dunaja neke sežigalnice, pa nič ne smrdi, zakaj ti to na Ptuju vse smrdi, pa niti približno ni sežigalnice. Tako da treba pač enostavno povedati tem gospodom, ne. Jaz tudi mislim, da jaz to lahko naredim, ker nihče ni financiral moje kampanje kadarkoli, nihče ni šel voliti za mene, nihče ni klical pa ustrahoval svojih zaposlenih, da morajo za mene iti voliti. Jaz nisem od nikogar, sem samo svoj, to verjetno tudi vi veste. In jaz pač pravim, da tu treba narediti neke ne reze, ampak ukrepe, ki bojo rešili v smeri izboljšanja kakovosti zraka, ker mi lahko imamo najboljše festivale na Ptuju, ampak če ne bo večer vsem smrdelo, bojo šli spat v Maribor. Zdaj, da Ptujlik zaključi, zgodi se celo, da ljudem v poletnih mesecih obleke zasmrdijo, ko zapuščajo Ptuj. Torej, sporočilo prvega dela je ob zaključku, napake bomo lahko odpravili šele takrat, ko si jih bomo priznali. Točno tako. To je realno stanje in na tem je treba graditi. Tako za kandidata Čuša pa še napotek. Ne govoriti javno, sem samosvoj, ampak suveren. Samosvoj pomeni pač... Aha, ok, v redu. Sem samostojen ali suveren. Ok, se vidimo v drugem delu.